Ja, bonsaji, veliko jih je. Ne poznam veliko vrst, videla sem jih že, ampak saj veste, zanimanje vedno obstaja. Najprej pa nas zanima, koliko let ste pa vi že predsednik? Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem sedaj predsednik kluba 3 leta, predtem je bil naš prvi predsednik. Ja, tukaj smo ponovno zbrali najlepše bonsaje iz tega dela Evrope. Na ogled jih je kar 62, tako iz Italije, Avstrije, Hrvaške in seveda največ iz Slovenije. Zanima me, midva sva pred najbolj cvetočimi drevesi, to so azaleje, sem si prav zapomnila. Tako je, ja. Letos imamo to posebnost na naši razstavi, izbrali smo nekaj najlepših azalej oziroma rododendronov, ki jih premoremo slovenski bonsajisti in lahko tudi sami vidite, da je sedaj popoln čas za razstavljanje teh bonsajev. Ja, samo pogled, če se ozrem, samo cvetoče in cvetoče, vse povsod, nekaj tudi zelenja. No, zanima pa tudi zagotovo naše gledalce in gledalke, koliko časa pa potrebuje takšno drevo, da zraste v tej višini, no? Ker vem, da v naravi je to malo drugače, ampak bonsaj, kar pomeni, da je to drevo v skledi, ali nekako se tako reče menda, no? Tako je, ja, v bistvu sama beseda bonsai v dobesednem prevodu pomeni drevo v posodi. Seveda pa lahko tudi sami vidite, da so sami bonsaji nekaj več kot le drevesa v posodah. Zahtevajo nekaj določenega znanja, tehnik oblikovanja in seveda precej let dela, da dosežemo ta rezultat. Kakšna prst je potrebna? To je mogoče res kaj drugačnega kot pa tisto v naravi? Tako je, ja. Za bonsaje je zelo potrebna, najbolj pomembno za zemljo, za bonsaje je, da je prepustna. Vsi substrati, ki jih uporabljamo, pridejo v nekakšnih granulah, prav tako pred vsakim presajanjem substrat presejemo in odstranimo vse drobne delce, tako da lahko vsa odvečna voda odteče. Se pravi, tudi vse posode imajo na dnu luknje in voda lahko neovirano odteče. Povejte mi, zakaj pa mah? To sem opazovala še nekje drugje, zelo zanimivo, no? Mah v bistvu nima neke funkcije, bi lahko rekel, je le neka estetska dodana vrednost, ki ga dodamo takole za razstavo. Kako pa je s striženjem bonsajev? Tudi to je zelo zanimivo vprašanje. Ja, logično. Bonsaji so kot drevesa v naravi, lahko omenim, da so genetsko identična drevesom v naravi, se pravi, če bi mi vzeli katerikoli bonsaj iz te razstave, ga posadili v vrt, pustili rasti neovirano, bi iz njega zrasel nazaj navadno drevo. Tako da, logično, obliko bonsajev je potrebno ohranjati. Se pravi, vsako letno rast je potrebno prikrajšati oziroma po željah prilagoditi našim željam. Izgled čudovit, ja, ampak ogromno truda, veliko dela, pa predvsem niso občutljive, ampak zahtevajo pa nežno roko. Tako je, ja. Če nekdo se želi ukvarjati z bonsaji, vsem lepo priporočam, da se pozanimajo, poiščejo nekega strokovnjaka ali naš klub, da pridobijo neko vsaj splošno znanje, ki ga je potrebno znati za samo vzdrževanje in nego bonsaja. Povejte mi, koliko vrst bonsajev pa obstaja, no, tudi to nas zanima. Zdaj tega števila tudi sam ne vem, načeloma bonsaj se da narediti z vsake rastline, ki v leseni, seveda pa poznamo bolj manj primerne vrste. To niso sobne rastline ali so? Tako je. Laiki bi lahko rekel, morda zmotno mislijo, da bonsaji spadajo v stanovanje, vendar kot sem že prej omenil, bonsaji so genetsko identične rastline kot drevesa v naravi, obvezno spadajo na vrt oziroma na takšno klimo, kot jo imajo v svojem naravnem okolju. Danes je menda tukaj le preko 20 razstavljavcev bonsajev, sem se prav zapomnila. Tako je, ja, tudi sam priznam točnega števila ne vem pa, da jih imamo preko 20, kot sem že prej omenil, vsega skupaj imamo 62 razstavljenih bonsajev. Pa iz 4 držav? Tako je, ja. Imamo vse okoliške države, Italija, Avstrija, Hrvaška, največ iz Slovenije, imamo pa tudi povabljenega mojstra iz Nizozemske, ki bo predstavil svoje znanje in sposobnosti na demonstraciji.